Pri volanu vedno pravimo, da če hočeš poskusiti nekaj, po čemer slovi cel svet, moraš to narediti tam, kjer je to doma. Že 100-krat sem slišal o argentinskih stejkih in bla, 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 bla. In zakaj bi jih iskal domače, pa lahko to naredim v Argentini? A bo dovoljen že? Bo. Cena takšne porcije je 7 evrov, cena najdražje buteljke 8 evrov, ok, v Buenos Airesu krat 2. Tole lahko dobiš pri vsaki takšni bajti. Gor piše parilja in potem dobiš tak lep kos mesa. Jej. No, se nekaj smo se pa že naučili na vseh teh naših potovanjih. Prvo si je treba vzeti nekaj časa za počitek. Dobro, časovna razlika nas ne matra, ker je samo 4 ure, tako da s spanjem nismo imeli problemov, smo pa spet pretiravali z vožnjo. V 2 dneh smo naredili 1500 km, 2x po 10 ur, tako da smo bili na koncu čist fertik in bo tole fejst pasalo. Troje tangice so že videli. Ja, saj sem že prej tam gledal nekaj. Le. Ah, 32 stopinj sredi januarja, sploh se ne bom pritoževal. Je pa res, da je tule v kraju Las Grutas, kar pa gledajte, kaj je to? 500 km okoli ni čist nič, tako da poznam že vse lokalne bejbe, me kličejo kar Evolan. No, je pa res, da so vsega dobrega tudi enkrat navadiš, ne? Zato je ta Matej že čist tečen in na vsak način sili, da gremo naprej. In jutri gremo naprej raziskovati Ande. Jep. A ja, cena litrskega piva na plaži je slabe 4 evre. Ok, 2 dneva pozneje, to je 18 ur vožnje in približno 1300 km daleč, pa 3075 metrov više, sem točno tam, kjer sem hotel biti. V najdaljšem gorstvu na svetu, kjer smo Slovenci preplezali ogromno prvenstvenih smeri, še danes na svet pozna po njih. No, to so Andi in jaz sem na vulkanu Troman. Vrh je tamle 4100 metrov visoko, ampak mi ga najbrž ne bo uspelo osvojiti, ker me čas non-stop preganja. Je pa vseeno noro lepo. Ja, ampak je bilo tudi zadnja 2 dni na poti. Sicer smo se res ogromno vozili, ampak sreče imata sprednja sedeža pri Amaroku certifikat AGR, tako da se tudi po 12 ur voziti ni bilo glih težko. No, najprej smo se na poti od morja ustavili v začaranem gozdu, kjer rastejo drevesa s posebej bogato energijo. Povprečni Slovenci kar težko predstavljajo, kako velika dežela je to. In tudi, če je sam 8. največja država na svetu, je kar 137krat večja kot Slovenija. Ja, 137krat. To pomeni, da cestam kar ni videti konca, ravne so kot črta in je treba kar fajn splanirati, ker včasih tudi po 200 ali pa 300 km ni nobene bencinske črpalke ali pa trgovine z vodo. Tudi precej suho je, marsikje so jezera izsušena in je ostala samo sol, boste pa povsod videli ogromno goveda. To pa ja. Tretji na svetu so po proizvodnji govejega mesa. No, v avtu smo k sreči 4, ker nisem rad sam, tu pa včasih tudi po pol ure ne srečaš nobenega, razen kolegic tamle. En nasvet.
Ko greste na pot s sabo, obvezno vzemite še eno veliko polivinilasto vrečo, ker so ceste prašne in pa boste imeli torbo tako, kot imata Anže in Matej. Moja pa je lepa in čista. Je pa kruh čist prašen. Bolj kot smo se bližali zahodu, bolj močno je pihal veter, narava pa je postajala vse bolj razgibana in barvita. San Carlos de Bariloche je eno od najbolj priljubljenih mest v Patagoniji, ker je super izhodišče za pohodnike, pozimi za smučarje, mi pa smo se mu kar hitro izognili, ker je tam največ turistov. Legenda celo pravi, da naj bi po vojni tam živel Hitler s svojo Evo, nas pa je zanimalo samo toliko, da smo si privoščili en fin šnicl z dobrim razgledom. Pot do sem je bila v bistvu še bolj nora. Itak smo se vozili po znameniti Ruta 40, torej po cesti 40, ki je ena od najdaljših cest na svetu, po mojem tudi najlepših, pa neizprostnih po vseh truplih in razbitinah ob cesti. Zato pa rabiš orange stroj. Evo ga! Zakaj Amarok? Prvič, ker nas je zanimala domovina našega službenega Amaroka, ki je nastal prav tukaj v argentinski tovarni Pacheco. Drugič, ker se mi zdi, da je to tukaj najbolj prodajen avto. In tretjič, ker njihove ceste zahtevajo tak stroj. Včasih. Mislim, vse niso slabe, ne? Večinoma so super, ampak tu pa tam pa pride kakšna večja luknja. Po prenovi so pri nas začeli prodajati samo Amarok z dizelskim V6, tu imajo pa še vedno 2-litrske 4-valjnike in tale proizvede 132 kW moči, se pravi 180 konjev in 420 Nm navora. Zato čist brez težav vleče v klance Andov in vulkanov in zdaj se glih vozim po vulkanu Tromen, ki je visok 4100 metrov in bi šel čist do vrha, pa ni niti cel ceste. Mislim, kdo bi pa kopal cesto po lavi. Amarok se z lahkoto spopade s 100% naklonom in vodo globine 50 cm. Tale ima še stalni 4-kolesni pogon z mehanskim diferencialom in zaporo zadnjega diferenciala, če podlaga postane preveč zahtevna. Sicer pa je vožnja zelo enostavna s samodejnim menjalnikom. Ja, pač daš v D in Amarok opravi vse sam, tudi na cestah, kjer bi se večina ostalih avtov ustavila. Ima 8 prestav, zato brez težav grize v klance. Sem pa velikrat uporabil tudi tile obvolanski ročici za prestavljanje, ko sem prehiteval in med vožnjo po klancu dol. Smo bili pa že mi s službenim izjemno zadovoljni in s temle bi bili še bolj. No, ceste pa so tule na slabih 2200 metrov fantastične, nikjer ni nobenega, tako da lahko res fajn uživaš. Bom pa mogel počasi po Anžeta, preden se tamle vulkan zbudi, ker nas čaka še kar nekaj kilometrov. Evo, še čez večer tamle gor, eno noč pozneje pa že 3 km nižji smo v mestu Butarankil, ki nima niti ene asfaltirane ulice, no ne vem, če bi temu rekel mesta sploh. Se pa precej vozimo po makadamu, se lepo sliši. Tudi nekaj tega peska smo že pojedali. Zdaj smo prevozili že okrog 3000 km, šibamo takoj naprej, zdaj je ura 8 zjutraj, prijetnih 27 stopinj. Ne vem pa, kje sta Matej pa Istok. Istok najbrž na WC-ju, Matej si pa ureja nohte. Jaz ima ne bom kufra nadejal. Sama lava, sami ognjeniki so okrog nas. Sicer je pa tale dežela stara samo kakšnih 12 000 let in takrat so tile vulkani bruhali in najbrž topili ledenike. Se pa peljemo proti severu in zato postaja vse bolj vroče. Ej, Mateja, sta videla redo tam zadnji? Švica, tako dve stari lokomotivi. No, še vedno smo na Ruta 40, torej na tej znameniti cesti, ki pelje skozi 20 nacionalnih parkov. Graditev jo pa začeli leta 1935 in sem pričakoval, da bo vsa asfaltirana, pa še vedno precej makadama. Ja, itak, da bom jaz spet vse cote prašne, ne. Le, ampak glih tule berem, da so lani v Argentini prodali prek 18 000 Amarokov, od leta 2010 pa skoraj 150 000, to pa je cifra, ha? Najbolj popularen avto tu je Volkswagenov Gol, to je neka vrste južnoameriški Polo, med pick-upi vodi Hilux, Amarok pa je že 7 let na drugem mestu po prodaji. In tole je verjetno celo ena od najbolj popularnih barv, za njo sta samo še črna pa modra. To je preveč podatkov, toliko me ne zanima. Pa le, moram samo izobraziti, če si že nekje, ne?
Se boš ti zdaj izobrazil, ko je šel za volan? Ne. Tam ne ustavljam. Ampak prej gremo še pa nekaj pojesti. Gremo. Zanj so bili čisto navdušeni nad vulkanom, tale dolina, po kateri se pa zdaj vozimo, je pa nora. Dejansko leži više kot je naš Triglav, zato so okoli nas sami 5000-čaki, tam je še predor za Čile. No, počasi pa bomo odvili na Makadam, ki nas bo peljal na 3800 metrov, da bo šel Anže spet malo plezati, a ne Anže? A ne Anže? Ja. No, vidiš, ja. Jaz sem pa kupil kak spomine, glede na to, da je tam glih meja s Čilom. Saj ne vem, na kaj sem bolj ponosen. Na to, da sem zanč plezal po ognjeniku na dobre 3 ure, ali da sem danes sicer malo manj plezal, ker tamle spodaj je cestica, po kateri smo se pripeljali, pa sem priplezal na 4029 metrov, prvič nad 4 ure. A kakšen je občutek? Kot da bi bil malo utrujen, pa bi na hitro popil eno pivo. Saj poznate, ne pijen, ampak vseeno malo hecno. No, na tej strani je Argentina, tamle čez je Čile, tamle zadaj, med oblaki, je pa najvišji vrh Andov, Aconcagua, slabih 7000 metrov višine ima. Piha pa precej, se zato sem obrnem, da se sploh vsaj malo slišimo, ker sicer je tole. Prej nas je skoraj odpihnali, ampak smo preveč trmasti, da bi se dali, krempli pa to. Dva dni kasneje smo spet v Buenos Airesu, kjer je pa promet malo drugačen kot prej, kar lahko vidite tudi na Matejevem obrazu. Če bi ga sploh lahko videli, ker se človek že 10 dni ni obril. Smo pa zdaj na eni od najširših avenij na svetu. Ima 14 pasov, 7 na levi, 7 na desni strani, pa tamle še 2 povezovalna na vsaki strani, tako do 18 pasov. Tule glih berem, da je široka 140 metrov. Le zdaj pa obelisk je pa za nami. A veš, kaj to obeležuje? 400 let mesta. Ena od znamenitosti Argentine je očitno tudi Amarok, toliko jih je na cestah. No in v tej tovarni za menoj, Pacheco se ji reče, so jih izdelali že več kot 500 000, samo lansko leto več kot 60 000. In zdaj je tale naš testni prišel nazaj domov. Na poti smo prevozili 5338 km, videli ogromno novih cest, izjemnih vulkanov, pojedli kar nekaj govedine. Ni slabo za januar, ne? Zdaj pa moram samo nekoga najdemo, dan ta ključ, ker imajo zaprto tovarno, kolektivni dopust, počitnice pa to.